Predsednik Pahor, torej četrto srečanje s papežem Frančiškom v vaših dveh mandatih, katere so bile poglavitne teme tega srečanja? Pomen dialoga, najprej in predvsem. Razhajanja, ki jih danes opažamo, zlasti v zahodnem svetu, nas silijo k temu, da razmišljamo, kako vrniti dialogu njegovo moč, da povezuje ljudi in ne da jih deli. S tem sva začela, potem pa dala veliko pozornost spravi. Bil sem presenečen, kako je dobro obveščen, ne samo o nekaterih stvareh, ki smo jih naredili doma, ampak tudi recimo o dogodku na Bazovici pri Trstu. Vedel je za ta stisk rok z predsednikom Mattarello. Ko sva se pogovarjala o predsedniku Mattarelli, s katerim se bom danes večer sešel na večeri, se zdi, da sta tudi ona dva velika prijatelja. Govorila smo o pomenu takih simbolnih gest za to, da vse to ljudi povezuje v neko skupnost, kar se mu zdi papežu zlasti zdaj tako zelo pomembno pri izhodu iz te zdravstvene krize, da ostanemo skupnost, solidarna, povezujoča. Pogovarjala so se seveda tudi o odnosih med Vatikanom in Slovenijo. Povedal sem mu, da se trudimo urediti vse stvari tako, kot je prav, da bi bile urejene. Pogovarjala sva se na njegovo iniciativo o vprašanju v vzhodni soseščini, pri čemer ga je na moje, če smem reči odkrito presenečenje, zelo podrobno zanimal moj pogled na vprašanje Zahodnega Balkana, tudi v korelaciji z temi recimo nevarnostmi za mir severno na vzhodu med Rusijo in Ukrajino. Oba, če smem to reči, se zavzemava za mirno rešitev. Oba se zavzemava za dialog. Tudi ko sem potem govoril z glavnim tajnikom Svetega sedeža, sem poudaril, da se sem in tja zdi nemogoče zaradi nezaupanja, ki vlada med Zahodom in Rusko federacijo, da bi prišlo do mirne rešitve spora. Vendar moramo tako rekoč skoraj za vsako ceno najti mirno rešitev, če ne želimo, da spravimo Evropo, zdaj ko bi morala narediti eno renesanso po covidu na rob nekega obupa. Se pravi, mislim, da sem tako v pogovoru z papežem osebno, kot potem z glavnim tajnikom in svetovalci, da imamo isti pogled na odnos z Rusko federacijo. Kot sem dejal, pa na moje presenečenje ga je zanimalo, kako jaz po 10 letih torej tega voditeljstva Brdo-Briuni gledam na odnose med voditelji in odnose med narodmi. In tukaj sem mu dejal, da se zdi Zahodu pomembno po tolikih letih, da ceni recimo simbolne geste sprave, medtem ko tega absolutno ni, to absolutno manjka na Zahodnem Balkanu. Na Zahodnem Balkanu pripravljenosti za simbolne geste, ki bi kazali na to, da so se spravili z svojo bolečo zgodovino, te politične pripravljenosti ni. In presenetilo me je, zato je bilo mislim, da tudi dano to vprašanje z njegove strani, ali je nek ta človeški fundament skupnosti na Zahodnem Balkanu, zlasti v Bosni, ki očitno svetega očeta še posebej skrbi, ali je ta cement medčloveškega razumevanja in sobivanja tam dan. In gotovo je, vendar ga je treba utrditi. In oba ocenjujeva, da se podcenjuje ta spravni element, ki ga zdaj praktično ni. Vsekakor pa na koncu sva se vrnila k dialogu in k temu, da je treba najti poti danes tudi do mlade generacije, da je treba imeti ta medgeneracijski dialog in vse, kar, in s tem so zaključila, kar nas povezuje v skupnost. Danes je na preizkušnji in mi moramo kot odgovorni ljudje vsak na svojem položaju najti načine, da zavarujemo mir in strpnost in demokracijo. Če vas prvo razumem, tako torej s papežem kot s kardinalom Parolinom je bil poudarek na naših oziroma vaših pogledih na, bomo rekli, regionalno geopolitično sliko, pa vendarle ste lahko mogoče malo bolj konkretni tudi glede bilateralnih vprašanj, glede
vprašanj cerkve, no vsezadnje tudi glede kakšnega vprašanja vernika, ki bi si želel, da bi papež Frančišek obiskal Slovenijo. Povod za moj 4. obisk je bilo praznovanje 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov. Prav simbolno je, da se je to zgodilo na naš kulturni dan, na državni praznik, ki je posvečen kulturi, je omaž kulturi, 8. februarja 1991. Jaz se tega še spomnim. 92, pardon. Jaz se tega še spomnim, 92. To je bilo zares, takrat smo bili gotovi, da je Slovenija postala suverena država in subjekt mednarodnega prava in mednarodnih odnosov. To je bilo tudi v pogovoru z glavnim tajnikom, sem povedal, tako prelomno dejanje. Namreč Sveti sedež je za 13. januarja diplomatsko priznal Slovenijo, 15. januarja pa je takrat Evropska skupnost oziroma države takratne Evropske skupnosti so takrat priznale Slovenijo kot suvereno državo, torej Vatikan še 2 dni prej. 8. februarja 1992 pa je prišlo do vzajemnega sporazuma o odnosih. Hočem reči, da v teh 30 letih so se odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem vedno ugodno razvijali z vzponi in padci, vendarle je tukaj bil leta 2001 ratificiran sporazum, tako imenovani Vatikanski sporazum. Ta daje osnovo za urejanje pravnih vprašanj. To sem povedal obema sogovornikoma, papežu in glavnemu tajniku lansko leto jeseni, gostil slovensko škofovsko konferenco na kosilu, kjer smo se pogovarjali odkrito o nekaterih vprašanjih, ki jih je potrebno urejati v enem strpnem dialogu naprej, seveda na osnovi ustavnega načela ločitve cerkve in države. Tako da mi odnose ocenjujemo kot ugodne, moram pa seveda reči, da in vedno moram biti zelo previden pri takih stvareh, da nisem brez upanja, da bi morda papež Frančišek, če mu bo zdravje le dovoljevalo, kljub obveznostim, ki jih ima določene v letošnjem letu, morda vsaj za nekaj ur obiskal Slovenijo. To sem mu rekel, si zelo želim, vsi si v Sloveniji zelo želimo. Če bo to mogoče, bomo prav gotovo vsi zelo zadovoljni in mu bomo pripravili, kot sem rekel, nepozabno srečanje. Za zaključek, gospod predsednik, med pripravo tega obiska rimskega ste nameravali obiskati tudi svežega upokojenca Sergija Rezloka, ki je, mislim, da lahko tako rečemo, ne samo vaš kolega in predsednik Italijanske republike, ampak tudi vaš prijatelj, kolikor pač na takih funkciji človek lahko postane prijatelj. No, zdaj pa se je obrnilo drugače in nocoj pa ste prvi tuji državnik na obisku pri njem in celo zasebno pravzaprav. Ja, ko sva se nazadnje slišala s predsednikom Mattarello, to je bilo v četrtek, samo nekaj dni potem, ko je bil znova izvoljen, mi je še zagotavljal, da ko še ni bil izvoljen, mi je zagotavljal, da kaj takega skoraj da ni mogoče. No, malček je pustil priprta vrata kot zelo previden politik, ampak takrat me je že klical iz zasebnega stanovanja in dejal, da bo zelo rad sprejel moje vabilo na kosilo ali večerjo kot bivši predsednik. No, potem pa se je zgodilo čez nekaj dni, da je ostal na položaju predsednika in potem je prišlo do neke zadrege, lahko bi prišlo do neke zadrege, ker ni običaj, kot veste, da se hkrati obišče uradno Vatikan in da se sreča z italijanskim predsednikom. On je to takoj uredil in rekel, da me bo zvečer gostil na Quirinalu na večeri. Mislim, da je to en izraz enih odličnih odnosov med državama, tudi najnih osebnih, ampak predvsem med obema narodoma, med obema državama. Mislim, da italijanski predsednik Mattarella želi gojiti naprej to prijateljstvo v luči tega, kar sva nazadnje delala v obeh Goricah, kulturna prestolnica, prihodnost, Evropska unija. Prav gotovo ga bo zanimale približno enake stvari, kot so zanimale papeža, glavnega tajnika. To so naši problemi. Mi smo del tega zahodnega sveta, ki ga želimo ohraniti za
mir in varnost naših otrok in tukaj se moramo pogovarjati in iskati rešitve. Tako da moram reči, da bo to danes zame zelo lep doživet dan, srečanje s papežem, zelo lep, čudovit razgovor, potem srečanje, delovno srečanje z glavnim tajnikom in zvečer čudovita večerja z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarellom. Hvala lepa. Hvala vam.